Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Mladi so na letošnjem otroškem parlamentu v Kranju oblikovali 3 delovne skupine. Učenci osnovne šole Stražišče so se ukvarjali z odgovornostjo posameznika kot ustvarjalcem lastne prihodnosti. Učenci osnovne šole Orehek so na delavnici razpravljali o tem, kaj bi radi počeli v prihodnosti in kaj jih pri tem ovira. Učenci osnovne šole Davorina Jenka pa so se posvetili finančni pismenosti. Te delavnice potekajo v ločenih prostorih, da se lahko lažje pogovarjajo, tudi v finančni pismenosti, ker to že postaja mogoče problem. Ta naša funkcionalna pismenost v Sloveniji že opažamo, da povzroča določene težave. V ostalih 2 skupinah pa seveda o specifičnosti, kako sebe vidimo v teh procesih in pa kaj preprosto narediti, kaj lahko jaz sam naredim kot učenec, kot s pomočjo staršev, zato da bom se pravilneje odločil ali pa da bo moja prihodnost takšna, da bom potem kasneje tudi srečen. V plenarnem delu otroškega parlamenta so v delovnih skupinah sodelovali povabljeni gostje, strokovnjaki z različnih področij. Šolski svetovalni delavci pa so lahko pomagali s pobudami in nasveti za premagovanje problemov, ki jih mladi sami ne znajo ali ne zmorejo rešiti. Učenci so na delavnicah izpostavili, da si želijo boljši svet, čisto okolje, enakovrednost spolov, da bi se pogovarjali v živo in da bi sprejeli drugačnost. V prihodnosti si želim to, kar si večina drugih ljudi, da ni lakote, da ni vojn in tako naprej. Glede želene prihodnosti so zapisali: želimo si družino, redno zaposlitev, vsaj toliko dohodkov, da lahko shajaš, da se veseliš vsakega dneva in da ne čakaš samo na petek. Študij, ki sem si ga sama zamislila, pa pač, da si ustvarjam družino, otroke. Ja, najbolj si želim, da bom imel tak poklic, ki ga bom z veseljem opravljal, pa da najdem ljubezen. Ključne izsledke in razmišljanja, ki so jih izluščili na delavnicah, bodo prenesli na 27. nacionalni otroški parlament, ki bo zasedal aprila v Ljubljani.